Pozdravljeni! Danes bomo govorili o nastanku Rima in o njegovem izoblikovanju skozi rimsko dobo. O zgodnjem obdobju Rima je zelo malo zanesljivih virov. O njem govorijo predvsem miti in ustni viri, ki pa so bili zapisani v kasnejših obdobjih. Zagotovo pa najbolj znan mit o Romulu in Remu, ki so ju kot majhna zavrgli. Našla ju je volkulja, ki pa jo je tudi vzgojila. Kasneje sta se odločila postati kralja. Ubila sta svojega strica, ki ju je zavrgel, in začela graditi mesto, ki bo najmočnejše in največje na svetu. Ker pa se nista znala dogovoriti za ime mesta, je Romul ubil Rema in tako je mesto poimenoval po sebi, Roma. Čeprav je to le mit, so v resnici prvo naselje postavili Latini na južnem delu Tibere. Ugodno podnebje ter izjemno rodovitna zemlja in pašniki so poskrbeli za hiter razvoj mesta, razvoj obrti in trgovskih poti, ki pa so jih kasneje razširili po Sredozemlju. Rimljani so bili ponosni na svojo kulturo in mesto. Rim so ustanovili leta 753 pred našim štetjem na 7 velikih hribih. Rimljani so verjeli, da so potomci iz Troje, pobeglega princa Eneja. Zato so tudi verjeli, da so oni nasledniki, ki bodo ustvarili ogromno civilizacijo in kulturo. Rim je bil že zgodaj močno poseljen. Najstarejše stavbe so bile narejene iz ilovice in pokrite s slamo. Hiše premožnih so bile na vzpetinah. V središču naselja pa so nastajali forumi, na njih pa so bile svetišča, javne zgradbe in zgradbe političnega vodstva. Pogrebenih hribov so postavili močne obzidje, ki je ščitil prebivalce pred napadi. V okolici mesta so postavili pokopališča, ki jim pravimo tudi nekropole. Zunaj obzidja pa je bilo tudi Marsovo polje, kjer so se vojaki urili v bojevanju. Že v obdobju kraljev so Rim krasile monumentalne zgradbe, razni templji, kot recimo Jupiterov tempelj. Zgradili so celo kanalizacije, vodovode, mostove in sistem odvajanja vode, ki je poskrbel za izsušitev močvirja. V republikanskem Rimu so zgradili številne templje, po galski invaziji so mesto večkrat obnovili. Kot je zapisal rimski zgodovinar, naj bi Rim izgledal kot kup nametanih hiš, ki niso bile ničemur podobne. Zgradili pa so še močnejše obzidje, Servijevo obzidje, ki je med seboj povezoval vse griče. Nov gradbeni razcvet pa je Rim zopet doživel po zmagi nad Kartažani. Takrat so tudi mesto poskušali zgraditi bolj urbanistično, kar pa jim ni uspelo najbolje. Cesarski Rim je doživel ogromno demografsko eksplozijo. Imel je več kot 1 milijon prebivalcev. Ker so hoteli voditelji Rima v ljudeh zbuditi občudovanje in spoštovanje, so podirali in požigali cele ulice. Na njih pa zgradili amfiteatre, bazilike in razne druge ogromne stavbe, ki pa nekatere stojijo celo danes. Prav zaradi tega je večina prebivalcev Rima živela v revnih predelih, kjer je bilo ogromno onesnaženja in grozne higienske razmere. Poleg tega pa je revnemu prebivalstvu grozil tudi požar in kriminal. Zato so tudi voditelji Rima Rim razdelili na 14 regij in te regije še na ulice. Rim je še danes, po teh 2700 letih, čudovito mesto. Tudi sam sem bil pred kratkim v Rimu in res, moram vam povedati, to mesto je prečudovito. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.